Recite, kaj je to? Značke imate? Značke, ja. Aha. A boste eno? Super. A ste vi kakšen reporter tlele? Tudi, ja. Tudi. A sem zaslužil značko? Ja, seveda. To se reče, boste označeni, lepo, označeni bomo in s tem pokazali, kdo smo. Pozdravimo, če bomo malo pozdravili. Ja, poj. Res? Ja, po televiziji vas poznam. Jaz pravim, da je svoboda govora povsod. Ja, seveda, za svobodo govora se moramo povsem združiti vsi. Če želimo eno širšo gibanje, potem ne more to strankarsko. Jaz se večkrat skregam z tem Romanom Vodebom, ker tudi se zanimam, da sem tudi študiral psihologijo, pa imam zelo rad psihologijo, pa konkret preveč enostransko. Jaz za njega imam eno vprašanje. Ja. Če on zgreši v svojemu psihološkemu profilu sogovornika, če kdaj je to kakšno škodo poravnava, ker vsa ta mnenja, sploh pa če je kdo udeležen v kakšnem kazenskem postopku, pa da ima to izvedensko mnenje, recimo, pa je lažno, to ima za človeka, sploh pa enega malega, ogromne posledice. Hod primer vedem, Kaj se je zgodilo? Zdravo, evo, dragi moj prijatelj, Jaz pa reč. Ja, tako je, škofe roka. Zaupanje Železniki tlele tudi. laž. To je pa naš problem. A je to leva ali desna? Ampak laž. Ja, ker zdaj s tem hočejo prevzeti to, kar se tam pelje. Ja, ampak teli, ki so prišli, zaupajo. In poberejo in se označijo. Na podlagi česa? A poznajo stvari? Globinsko. To je zdaj ključno vprašanje, ki ga postavljam Gašperju Ferjanu. Ali poznajo te ljudje dobro problematiko splava in problematiko protestov? Jaz menim, da živimo v taki družbi, ki nudi nepopolne informacije. Torej, ljudje smo nagnjeni, vsi smo nagnjeni k temu, da sledimo voditeljem. In hitro pač vsak izbere nekega svojega voditelja in pri čemer gre, recimo pri tem protestu, za ene bistvene podobnosti s protestom pri Šišku. Oboje se napada, rekel, svoboda izražanja, svoboda govora, pri čemer ima ena stran velike težave dostopa do medijskega prostora, druga stran pa ne toliko. Druga stran si želi ta konflikt, ki je okoli splava, izrabiti za svojo promocijo. In rekel, mi moramo preseči vse te strankokracije, vse te verske ločnice in rekel, verske poglede. Z argumenti. Z argumenti se združiti, se povezati in voditi širše družbene spremembe. To se pravi, ene temeljite družbene spremembe v povsem drugačno družbo, kjer se osvobodi ljudstvo tega jarma hierarhičnosti, podrejenosti. To se pravi, človek mora postati aktivni državljan. Od tam izhaja vsa oblast. Samostojen tudi, ja, ne? No, zdaj greva pogledati kamere in jih poprašati, kje so bili ob protestu pred parlamentom, ko smo protestirali za osvoboditev Andreja Šiška. In tukaj je kar nekaj kamer, poglejmo jih, vsaj 5 jih vidim, no pa jih malo poprašamo, prvi je, od kje pride. Pozdravljeni, od kje ste? Iz katerega medija? Z televizije. Televizije, aha. Skratka, ko smo protestirali proti Andreju Šišku, ste bili tam 10 minut. Proti priporu Andreja Šiška, ja. Ste bili tam 10 minut, pa smo protestirali 2 uri, objavili pa nič. Niste vi? Aha, na TV vas ni bilo. Ok, lepo. Torej, ne ve nič.
Ne čuje ništa, to je to. Pozdravljeni, malo sprašujemo, iz katerih medijev ste vse tukaj prisotni? Planet TV. Zdaj pa vprašanje, ki ga postavljamo. Vse ni važno, kje ste bili, ko smo protestirali pred državnim zborom s Planeta TV za oprostitev Andreja Šiška? Je to za vas pomembna tema ali ni? Živjo, kje si bil, ko smo protestirali proti zaprtju Andreja Šiška? Nisem bil obveščen. A sploh obveščen nisi bil? Foto Afro-Mladina si. Aha. Bom vedel. Aha. Hvala. Lepo. Skratka, enostavno, nobenega medija tja ni bilo, razen TV, 10 minut. Čestitam. Skratka, pomembne teme, spremembe družbenega sistema vas ne zanimajo. Zanima vas pa skratka pravica, ki se ukinja do splava nerojenega otroka, ki enostavno ne zanima vas pa pravica kvalitete življenja živega otroka ali pa odraslega človeka oziroma človeka, ki ima več kot 3 mesece starosti v maternici. To vas pa ne zanima in zaradi tega se dogajajo velike krivice živim otrokom. Ja? Tukaj je še en gospod s kamero. Živijo, tukaj pa eno vprašanje, mediji nas zanimajo, skratka, iz katerega medija ste? Nova 24. Zanima nas tudi, kje ste bili, ko je bil protest proti zaprtju Andreja Šiška pred državnim zborom in so prišli iz Maribora, iz Vrhnike, iz Idrije, iz cele Slovenije, pač za svobodo izražanja. Vas ni bilo tako? Ja, vi tudi nas objavljate, ker smo tudi sodelavci po pogodbi ali pa sploh niti to ne. Da ste bili pa vi na televiziji, če vas ne vprašati? Da ste bili vi na televiziji objavljeni, vi osebno? Bil sem objavljen parkrat v zvezi z drugim tirom, so me posneli in so me objavili. Jaz sam pač prosim, če ne objavite moje izjave, ker pač sem snimalec in ne buda. In delam, kar mi pač rečejo šefi. Ja, delate, kar rečejo šefi. To je bistvo pri naši Sloveniji. Delate in bomo brez slike to objavili. Delate, kar rečejo šefi. Točno. Tili pa dajo značke, kar rečejo šefi na svoje telo. Še kakšen komentar, gospod Gašper? Ferjan? Lahko izpostavimo nekaj razlik med protestom pred parlamentom in tukajšnjim protestom pred sodiščem. Kdaj pa je bil tja pred parlamentom? Pred parlamentom je bil prejšnjo soboto. 13. oktobra ob 11. uri in naslednjič je jutri ob 11. uri. Kje pa je ta naslednjič? Pred državnim zborom. Isto. Na trgu. Pričakuješ, da bo kakšen medij prišel, oziroma kaj se takrat dogaja glede medijske scene? Medijska scena je bila popolnoma cenzurirana. Mislim, da je RTV prišla za 10 minut in od tega so prikazali en posnetek, ki dejansko ne odraža realnega stanja. Zato se posnetke na široko deli po družbenih omrežjih. Mislim, da najbolj ogledani posnetek z moje osebne spletne strani je dosegel 28.000 ogledov. Tako da ljudje potrebujejo informacijo in žal jih ne dobijo, čeprav gre recimo za isto tematiko svobode govora.
In jaz sem zato, da se ljudje poenotijo, da rečejo, pomembne so tematike, ne pa osebe in osebnosti. Ja, ja. In sistemske teme ali posledice, kot reče velikokrat moj sosed. Teme, kot so zlasti ideološke delitve, je potrebno postaviti na neko široko javno razpravo in se o njih pogovarjati, manj pa so primerne za to, da se sicer verjetno res neupravičen sodni postopek uporablja za sprožanje teh tematik v naši družbi. Nazaj bi se vrnil, koliko minut je televizija predvajala, ko si rekel, da nekaj je predvajala? Predvajala je minuto ali pa dve prispevka. Aha, toliko je bilo. In še to breko v poročilih večkrat in napačno z veliko težavami in tudi navedli so bistveno drugačno število udeležencev. Aha, katere sistemske spremembe pa so v Sloveniji nujne? Nujne so sistemske spremembe na področju pravosodja, ki je bliže krivosodju danes, in pa tudi na področju osvobajanja družbenega življenja tudi na drugih področjih. To se pravi, imamo izrazito oligarhično dejansko ureditev, ki človeka tlači. In na drugi strani imamo izgubljeno državno suverenost, to se pravi, izgubljene tradicionalne orodja, kako usmerjati družbo v pravo smer. To se pravi, nekaj, kar je Šiško poskušal, je vzpostaviti neke druge mehanizme, samoorganiziranja na nekem področju varnostnem, obstaja pa tudi samoorganiziranje na političnem področju. In to je ta največja revolucionarna moč ali pa ideja, ki stoji za tem gibanjem, in zato je tako oblasti nevarna in zato imajo medijsko cenzuro. Torej, to je na eni strani resna zahteva, da do te razprave o naših temeljih sploh pride, ne? Strani Andreja. Res je. Tematike so zelo podobne, to se pravi, obstaja temeljna pravica, da se svoboščina, svoboda izražanja, svoboda govora, in ta je kršena v obeh primerih tukaj v Sloveniji. In z vidika malega človeka, davkoplačevalca, je pomembno, da ta sistem pravosodja, kakršen je, pač nima zadostnih filtrov, da bi te zadeve že prej zaključili, ker očitno niso družbeno relevantne, to se pravi, ni nastala taka družbena nevarnost, da bi bilo treba sprožiti državni aparat. Še zadnje vprašanje, kaj pa meniš o pravicah rojenih otrok in odraslih, torej ljudi nasploh? Ja, mislim, da je v ustavi povsem jasno določena določba o svobodnem odločanju o rojstvu otrok, in iz tega je Ustavno sodišče razložilo, da to vključuje tudi pravico do splava. Ta tema je pa zelo, rekel, konfliktna, ker obstajajo te tradicionalni centri moči, ki si prizadevajo za blagostanje človeških bitij do rojstva, manj jih pa zanima, rekel, kaj se zgodi po rojstvu, kjer bi moralo pač celotno družbo zanimati in se zato zavzemati, da vsi ljudje živijo človeka dostojno življenje v čim večjem blagostanju, ne pa da se ukvarjamo z ideologijo in različnimi pogledi na to, kdaj je človek resnično bitje, kdaj je samo zarodek, rekel. Ja, no, človek ima verjetno pravico do razvojnega blagostanja, ne pa samo do počivanja na blagostanju, a ne? Se strinjam. Se strinjaš tudi s tem? Torej, no, sedaj pa za njimi. Gremo za njimi.